Pozdravljeni. Za nami je tudi že velika nagrada Miamija in kot ponavadi v ponedeljek je čas za naš običajni komentar. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na dirki. Kot ponavadi bo tudi tokratni komentar razdeljen na dva poglavitna dela. V prvem, tistem malce bolj obsežnem, bom skušal analizirati vse tisto, kar smo videli na progi. V drugem, nekoliko krajšem, se bomo ustavili pri napovedi strategij ter seveda rezultate tega primerjali s tistim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A začnimo seveda kot običajno najprej s tistim, kar se je zanimivega zgodilo na progi. Torej, na vrsti je komentar same dirke. In tu je treba najprej poudariti, da Andrea Kimi Antonelli je zmagal že tretjo veliko nagrado zapored, ki jo je začel iz najboljšega štartnega mesta. Nekaj, kar je v resnici uspelo malo komu pred njim. In toliko o tistih veščih statistikih, ki so še pred začetkom velike nagrade Miamija trdili, kako je še nihče ni zmagal, če je dirko začel iz prve vrste. Kot običajno Andrea Kimi Antonelli je njihovo, imenujmo ga, znanje postavil tam, kamor sodi, na smetišče. Ampak res, Antonelli ima velikansko hibo. Imenuje se štart. Kot vidimo tu na teh podatkih, je zopet bil počasnejši od konkurence. Ampak enega za drugim je seveda nazaj prehitel. Tu gre zahvala tudi Mercedesu dvojni V17 in na koncu, vsaj po mojem skromnem videnju, zasluženo zmagal tudi to dirko. Treba je povedati, da njegovemu moštvenemu kolegu Georgeu Russellu proga v Miamiju ni pisana na kožo. Zato njegovo nekoliko slabšo predstavo ne smemo jemati kot prevelik znak šibkosti. Je pa tu nekaj res, da je Andrea Kimi Antonelli storil prav tisto, kar so mnogi pričakovali od Georgea Russella. Antonelli je dobesedno prevzel tovarniško ekipo Mercedesa in je sedaj ne samo po točkah, ampak tudi znotraj garaže tisti vodilni. Tako da bomo res lahko spremljali v nadaljevanju sezone, ali bodo pri Mercedesu sploh podaljšali pogodbo z Russellom. A pojdimo naprej. Verjetno nihče pred začetkom same dirke ni pričakoval obeh McLarenov na zmagovalnem odru. Res na sprintu z dvojno zmago sta tako Lando Norris kot Oscar Piastri pokazala, da ekipa iz Wokinga je naredila velik korak naprej. Ampak po kvalifikacijah smo bili vsi precej skeptični. Tu seveda zopet ni skrivnost, da proga v Miamiju leži bolj Landu Norrisu kot Oscarju Piastriju. Ne smemo pozabiti, da pred 2 sezonama je prav tu Lando Norris dosegel svojo prvo zmago, bolj po spletu okoliščin priznam, ampak vseeno tu ima Lando tisto nekaj malega več. Ampak kljub vsemu smo lahko tudi pričakovali,
da bo Oscar Piastri napravil tisto, kar se od njega pričakuje, torej, da se bo boril skupaj z Landom Norrisom, ne da bo v ozadju in čakal na pravo priložnost. Ampak na koncu, kot bomo videli, se je vse sorazmerno srečno izteklo, vsaj za ekipo iz Wokinga. Tu je treba povedati, da Max Verstappen je zopet imel, imenujemo jo njegovo dirko, kjer se je mnogo seveda pokvarilo že v prvem krogu, ko se je zavrtel in nato je seveda bil prisiljen izbrati izjemno zgoden postanek. Namreč v situaciji, v kateri se je znašel, v bistvu ni imel kaj izgubiti in pridobil je seveda ogromno. Max Verstappen je dirko končal tik pod zmagovalnim odrom. In čeprav je Isaac Hadjar svojo veliko nagrado Miamija zaključil takoj na začetku, bi lahko dejali, da Red Bull je nekako ugotovil pravo pot iz krize. Verjetno so nekako doumeli, kje je bila napaka na prednji osi, in sedaj je Red Bull bistveno bolj vodljiv, bistveno bolj okreten, bistveno bolj po željah Maxa Verstappena, kar se je videlo skozi celotno dirko. Voznik dneva Max Verstappen meni osebno, je sicer to malce pretirano, raje bi ta naslov podelil na primer samemu Andreju Kimiju Antonelliju, ampak to ni toliko važno. Bolj zaskrbljujoče je seveda vse tisto, kar smo videli pri skuderiji Ferrari. Po eni strani Lewis Hamilton je že na začetku poškodoval svojega Ferrarija v trku z Colapintom, ampak bodimo iskreni, videli ga nismo preveč. In to kljub seveda temu, da ima določen izgovor, pomeni, da Lewis Hamilton zmeraj bolj tone v nekem povprečju. A po drugi strani ne moremo mimo tistega, kar je oziroma ni pokazal Charles Leclerc. Že v prvem krogu je bil Charles Leclerc sposoben prevzeti vodstvo in je bil konkurenčen. Nekje do tiste menjave. Seveda v boksih Ferrarija so bili malce bolj počasni in njegov postanek je trajal dobro sekundo več od konkurence. Ampak kljub temu je potem Charles Leclerc vozil počasneje in počasneje. Do zadnje faze dirke je bil udobno na 3. mestu, ampak nato so ga ulovili, najprej Piastri in nato Verstappen, prehiteli in sam Leclerc je v zadnjem krogu dobesedno, vsaj po mojem videnju, izgubil razsodnost. Po sami dirki je bil kaznovan z pribitkom 20 sekund, ker je zapuščal progo in seveda pridobival nešportno prednost. In tu bodo mnogi dejali, da je bila kazen pretirana, ampak glede na tisto, kar smo videli, bi se moral Charles Leclerc ustaviti in dobesedno odstopiti. Tako je pač spravljal v nevarnost sebe in druge, kot da bi bil, in dovolite mi izraz, prvi izmed novincev na progi. Na koncu je Charles Leclerc dirko končal na 8. mestu, še za Frankom Colapintom, ki je dosegel najboljši rezultat kariere, za kar mu gredo moje osebne pohvale, in ne smemo pozabiti na izjemno dober rezultat pri ekipi Williams. Oba voznika v točkah na 9. in 10. mestu. Med ostalimi je treba poudariti, da oba Aston Martina sta dirko končala in nista bila zadnja. Zdaj, če je to dober rezultat, presodite se mi, meni je seveda spodbudno, ampak nič kaj takega.
A vrnimo se k zmagovalcu, k Andreji Kimiju Antoneliju. Poraja se vprašanje, kdo lahko mladega Italijana še zaustavi. Rad bi vas opozoril, da Mercedes tu v Miamiju praktično ni imel nobenih konkretnih posodobitev. Pri Ferrariju, Red Bullu in McLarenu smo jih videli pa kar nekaj. Kljub posodobitvam pri konkurenci ostaja Mercedes še zmeraj tam spredaj. In v razmislek. Govorili smo o tem tudi v našem srečanju v živo, kako je Lewis Hamilton bistveno pod našimi pričakovanji. In tu je treba povedati, da Hamilton, kar se tiče točk, jih ni izbral toliko manj kot Charles Leclerc. Če me spomin ne vara, ampak opravite me, se govori o le 8 točkah razlike. Je to znak, da tudi Leclerc ni na tistem nivoju, ki smo mislili, dobesedno kljub temu, da je Ferrari na drugem mestu, kar se tiče konstruktorjev. V tem trenutku menim, da na progi v Miamiju so bili 4. ali po maksimalno povedano 3. sila. A verjamem, da navijači vidijo zadeve precej drugače. Vsekakor menim, da v srceh italijanskih navdušencev zaseda v tem trenutku Andrea Kimi Antonelli zmeraj večje mesto in ima zmeraj več privržencev. A poglejmo si tudi, kakšna je bila napoved strategij in kaj so ekipe v resnici pokazale na progi. Tu je treba povedati, kot sem že omenil v zadnjem briefingu, da je bila v resnici možna racionalno samo ena strategija z enim postankom, začeti na medium, nadaljevati na hard. In seveda, kar se tiče prvih 2 strategij, kot vidite, smo bili podobnega mnenja tako pri Pirelliju kot na mojem kanalu. Tretja varianta je bila malce drugačna, ampak brez skrbi, pri Aston Martinu so uporabili z enim bolidom tretjo strategijo Pirellija, z drugim bolidom tretjo strategijo Simona Jazbeca, tako da smo izenačeni tudi v tem. Ampak treba je povedati nekaj. Kot sem že omenil, na progi so v večini primerov začeli na pneumatiki medium, nadaljevali na hard. In seveda bili smo priča čakanju na nevihto. 2 voznika sta bila klicana na postanek nekako za rezervo, če dežja ne bi bilo, tam okrog 21. kroga, kar je točno skladno s tisto mojo napovedjo pred dirko. Nič kaj takega, ampak zopet dokaz, tudi mi od doma lahko marsikaj dognamo. Ampak kar se tiče našega običajnega komentarja o dirki za veliko nagrado, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.